Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V družbi slavnih superjunakov, kot so Superman, Spiderman in Batman, bomo danes spoznali še enega junaka. Ampak njegova supermoč je čisto nekaj posebnega. Luliman zna izjemno natančno lulati. No, morda se vam zdi, da to ni prav nič junaško, a nekoč je prav zaradi te svoje supermoči rešil prijatelja Meda pred nevarnostjo. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo zabavni pravljici z naslovom Luliman. Superheroji so res krasni. Eden z meteoriti se bori, drugi preganja pošasti za dva. In kadar imajo odmor, trenirajo za nove zmage in junaštva. Zgodbe o herojskih dejanjih vsak otrok na tem svetu pozna. Ampak o Lulimanu se ničesar ne ve. Na seznam superjunakov nikakor ne sme. Jasno pa, da tudi on marsikaj zna. Zlahka do roba napolni bazen, kadar ti ščiga na malo potrebo. Svoj curek naravnost školjko nameri, niti kapljica ne pade čez rob. Za vse mame superherojev je Luliman najljubši pop. A danes po zraku noben heroj ne šviga in telovadnica postala je 9. briga. Toda ko Luliman proti domu se nameni, sirena zacvili, zaklic vsili. Luliman, tukaj Medo, pomagaj, prosim, vzklikne vas preplašen. Snežak prihaja, res je strašen. Ne boj se, reče Luliman. Vem, kdo nama lahko pomaga. Moj prijatelj Superman. Pohiti, Superman, kriči Luliman na glas. Grozni snežak vsak trenutek bo pri nas. Supermama pa mu šepne. Ne bo ga danes, fantek zlat, zdaj ni pravi čas. Supermana je zadel prehlad. Joj, stihne Luliman. Kdo pa bo zdaj pregnal snežaka? Pojma nimam, reče Supermama. Vprašaj pri sosedih, če kdo čaka. Ah, škoda pa taka, reče Spiderman. Mama mi danes krpa majico in hlače. Te razumem, pravi Luliman. Superheroj pa res nag po ulici ne skače. Mar veš, ker zadeva je pač taka, kdo potem premaga naj snežaka? Pojma nimam. Kaj pa, če poskusi prijateljica Mega Mindy? Dokler ne bo pojedla, reče Mindy nočka, ostala bo pri mizi. In še lasuljo je treba razčesati, že spet je polna vozlov, kot v krizi. Žal mi je, reče Batmanova mama, ko njen sinko neprestano zeha. Moj otrok je čisto neprespan, spanec v posteljo ga peha. Kje si se zamudil? Joka vse glasneje Medo. Pomagaj že, snežak naredil je že celo zmedo. Počakaj, vzklikne Luliman. Imam še eno idejo. Potem pa odhiti do zadnje hiše, kjer ljudje od strahu še niso pod odejo. Fino, reče He-Man. Nova avantura. Samo še hojco vzamem in protezo. Pridem prej, ko mine 1 ura. 1 ura? Saj niti minute več ne smemo vreči stran. Stori nekaj, prosim, hitro, hlipa Medo v telefon. Snežak me je ujel, zmrznil bom
ima ledeno dlan. Se zlobno zasmeji Snežak. Izpusti ga, takoj, sem junak. Stori že kaj, Luliman. Ja, lulaj, lulaj. Še lulaj, vriska Medo. Snežak se že topi. Lulaj, lulaj, hoj ladri. Moj super junak si ti. Medtem ko za malega junaka meščani pripravijo parado, vse glasneje govori se rado, kako pobil jim je Snežaka. A svoji mami Luliman raje sploh ničesar ne pove. Res ni treba, da bi jo skrbelo. Pozdravljen, sinko, je bil lep dan? Vpraša mama Lulimana in poljubi ga na čelo. Si bil spet prepozen na stranišče? Luliman prikima. Nenadoma me je prijelo, pa je bilo povsod zasedeno. Poskusil sem še zadržati, toda kar v hipu mi je steklo. A, reče mamica prijazno. To se včasih pripeti še največjemu junaku. Bravo, Luliman. In tako je naš današnji junak pokazal, da vsaka moč, pa naj bo še tako nenavadna, lahko nekega dne postane izjemna, junaška in tista prava, če le verjamemo vase in v to, kar nas bogati. Res simpatična pravljica. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni pravljici o rimah z naslovom Geki in odjeki, v kateri boste spoznali malce vzvišenega gekona, ki je vedno želel biti prvi ter najglasnejši. A nekega dne je bilo ostalim živalim tega dovolj in tako se je gekon odpravil poiskat nove prijatelje v kanjon. A žal tam ni nikogar našel, je pa tam spoznal pomembno življenjsko resnico. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, bodite ponosni na svoje moči in se kmalu spet poslušamo. Pošiljam vam junaški pozdravček. Čau, čau. Bravo, Luliman. Ja.